Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi podcasta je z nami Vanja Lombar, generalna direktorica za poslovne in zasebne uporabnike podjetju A1 Slovenija. Diplomantka ekonomske fakultete z izjemno kariero in znanjem, ki ga bo danes delila tudi z vami. Vanja, ko sva se srečali v recepciji, sem rekla dobrodošla nazaj na fakulteti. In takoj si rekla, zdaj bom pa obujala spomine, ko se sprehajam po tej stavbi. Dobrodošla res nazaj in kako se ti je zgodila pot od takrat, ko si fakulteto zapustila z diplomo, do danes, ko si se vrnila nazaj na snemanje tega pogovora? Ja, najprej hvala za povabilo. Res je, 30 let bo že skoraj, odkar sem jaz zaključila študij na ekonomski fakulteti. To so bila res lepa leta, taka, bom rekla, zelo dinamična, zelo, bom rekla, povezana z svojimi sošolci in tudi drugačna. Če danes pogledam prostore, vidim, da se je fakulteta zagotovo digitalizirala. Včasih smo bili tako zelo analogni, če se samo spomnim izpitov, če se samo spomnim potem kasnejših ocenjevalnih obdobij in tako vse je šlo na roke, a ne. Referati so bili polni dol v kleti, ne. Seveda tudi kafiči, vse to je bilo tako, ne, kot mora biti. Ampak ja, danes tega več ni, ne. Danes si mislim, da je tudi veliko predavanj na daljavo, da imate veliko gradiva v elektronski obliki. Takrat, ko smo prišli v prvi letnik, smo sedeli na tleh, smo se borili za to, da smo sploh lahko prišli v ta veliko predavalnico. Tako da je bilo eno tako obdobje, res analogno, no, se mi zdi. In danes, ko stopam po teh prostorih, res obujam lepe spomine. Rada pridem tako nazaj in vidim, da je ekonomska fakulteta naredila res en velik korak naprej, samo potem, ko se sprehodam po prostorih, ne da bi zdaj poznala vsak detajl, ne. Sem prepričana, da je enako tudi okolje, v katerem ti živiš, naredilo korak naprej. Ja. Kaj se je spremenilo? Najprej mogoče, kje vse si bila v teh letih? Kje, kako, na kratko, razvoj tvoje kariere? Ja, veliko je bilo različnih služb, različnih, bom rekla, kariernih priložnosti. Takoj po fakulteti seveda sem želela začeti delati, vedela sem, da bom z veseljem delala v nekih mednarodnih okoljih, zato sem zagrabila priliko in seveda začela se je kariera. In kar sem vedela, je, da ne glede na to, da sem študirala na eni strani marketing, pa pol še zraven poslovne finance, nisem si oddelala utvar, da bom začela nekje kot neki vodja, kot neki menedžer in da mi je to zdaj kar dano, ker sem naredila neko fakulteto. Začela sem pravzaprav na začetku in tako sem nekako tudi poslušala priporočila mojega očeta, ki je rekel: "Veš, naučiti se moraš vsega v podjetju, ne." In dejansko sem začela v prodaji in v marketingu z nekimi čisto osnovnimi funkcijami, a ne. Potem pa normalno ugotovila, da mi je izjemno pomembno, da delam z ljudmi, da mi je izjemno pomembno, da lahko tudi organiziram kake stvari, tako da se je kariera pol zelo hitro naravno začela vzpenjati v neke manjše vloge, vodenjske, projektne, pa potem res linearno, se pravi linijsko vodenje. Tako, pri 27 letih recimo sem prevzela vodenje enega malo bolj resnega tima, a ne. Takrat je bilo tako, ne, to je bilo potem samo še na potenco, a ne, vsa energija, vsa motivacija je šla v to. In to je bilo ravno v SImobilu takrat, ne. SImobil je bil tisti delodajalec, ki mi je res v meni videl priložnost za to, da in pa vizijo, da sem lahko en dober vodja, no. Branž, v katerih sem delala, je bilo dosti, ne. Predvsem pa sem videla, da zelo rada delam v mednarodnem podjetju, da zelo rada delam v bistvu v nekem, bom rekla, dosti kompleksnem okolju, v katerem se da s povezovanjem ustvarjati vsak dan več. Ne maram rutine in to me je odvračalo, še posebej v kakšnem podjetju, kjer sem delala, ker so bile počasne odločitve, a ne. Jaz sem človek, ko se odločim, rabim akcijo, ne. Tako se je potem ta kariera razvijala od nekih začetnih leadership pozicij do malo bolj naprednih, do tega, da je bil tudi general management, vodenje podjetja. V tem primeru tudi veliko izkušenj na področju mergerjev, acquisitionov in evo, zdaj sem ponovno nazaj v telekomunikacijah. Po 20 letih sem prišla nazaj v družbo A1,
prevzela vse aktivnosti vezane v Sloveniji na trg in moram reči, da mi ne zmanjkuje izzivov, tako da je delo zelo zanimivo. To pa verjamem. Ja. Bova kasneje se vrnili malo na telekomunikacije. Bi te pa zdaj vprašala, ko sva govorili, vse se je spremenilo. Kako se je pa po tvojem mnenju vodenje spremenilo? Vodenje nekoč in danes. Recimo, hitro si postala vodja. Kako je bilo biti vodja pred 20 leti in kako je biti vodja danes? Kaj je drugače? Veliko stvari se je spremenilo. Jaz moram reči, da torej jaz sem baby boomer nekje, ne. Naučena sem bila že doma, ne, da dosti patriarhalna družba je bila takrat, še v času mojega odraščanja. To pomeni veliko odločanja v eni osebi, veliko delegiranja, narekovalnega sloga in tako. In pol so se stvari spremenile. Avtoritete. Ja, zadeve so se pol odvile, ne. Danes, če pogledam, so se stvari 180-stopinjsko spremenile, ne, zelo. In prav je, da so se v to smer spremenile. Narekovalni slog vodenja je za določene funkcije v podjetju še vedno pomemben, na primer prodajo. Brez tega težko, ne. Ampak je veliko več demokratizacije prišlo na področje vodenja. Veliko več v ospredje postavljanje človeka, ne samo individuuma, ampak skupin, ki so v bistvu zelo diverzificirane, ne samo po spolu, ampak tudi po drugih parametrih, a ne. To pomeni, da mora vodja danes znati iz te skupine raznolike potegniti maksimum. In to je zdaj tisto, da mora vodja začeti ne samo narekovati, v eno smer razmišljati, samo tisto, kar je njegovo, prodajati, ampak najprej slišati. Vprašati, slišati, potem pa na osnovi vsega skupaj pripraviti, bom rekla, neko vizijo, neko misijo podjetja, kateri pa pač morajo ljudje verjeti, ne, to znati prodati tudi, ne. Ves čas si neki prodajalec znotraj podjetja, pa čeravno ne prodajaš kupcem, ne, prodajaš notranjim kupcem. In potem, ko dosežeš to kritično maso sledenja, a ne, potem se začne ta kemija, a ne, vodenska odvijati in je zelo lepo. Tako da v bistvu jaz vedno pravim tako, ko si v sobi s svojimi ljudmi, a ne smeš biti ti najbolj pameten, a ne. V resnici moraš narediti to skupino, s katero vsi v sobi bolj pametno, ne. Torej bolj pametno, kot je bila prej. In tega se držim na neki način. Sem zelo vključevalna in povezovalna na neki način. Ne maram silosov. To takoj opazim, ko pridem v podjetje, ne. To me zmoti in potem Ampak poskušam delati v tej če se tukaj smeri. ustaviva, Ja. sodelovanje, tako veliko o tem govorimo, pa še vedno, ko delamo s podjetji na področju vodenja, se resnično srečujemo izzivov sodelovanja, bodisi znotraj tima ali pa med timi samimi v podjetjih. Zakaj misliš, da še vedno prihaja do izziva sodelovanja? To je res, ne, kar si rekla, Monika. Veliko je teh problemov, da ne steče komunikacija, a ne. Ampak to je vse do nas ljudi, a ne. Velikokrat so take čisto osnovne stvari, se pravi, nekdo ne razmišlja 360-stopinjsko, ga je treba pač enostavno na to spomniti. V smislu tega, če jaz naredim en korak, na kaj ta korak vpliva v drugih segmentih poslovanja podjetja. Dajmo vključiti te ljudi, ne. To pomeni, da je potrebno iz linijskega načina vodenja začeti razmišljati malo drugače, bolj agilno, a ne. In recimo te agilne ekipe, ki niso samo ne vem, klasični projekti, pripeljejo v podjetje to rušenje silosov na bolj operativni ravni. Ampak kje je problem? Problem silosov nastane v Sisjutu ravno tako, ne. Tudi tam se ne znamo pogovarjati, tudi tam delamo vsak malo po svoje in seveda nas ljudje opazujejo, tako da to je proces, ki ga moraš v bistvu začeti na vrhu, ga poskušati kaskadirati navzdol in pravzaprav tudi dopuščati ljudem, ki so od spodaj, da de facto pokažejo, da lahko naredijo z nekimi novimi metodami dela preboj, a ne. In to tudi videti in to poudariti, da je dobro. Ker kaj je, recimo, ne vem, včasih je bilo tako, mi smo imeli neko idejo, ki je bila interdisciplinarna, prišli smo do ideje, da naredimo projekt, prišli so ljudje, ki so sicer delali in so bili zabezecani linijsko do vrh glave pa čez na projekt. In to jim je bilo tako, rekla on top of everything in ljudje niso želeli kaj prav dosti biti aktivni tam, ne. Pol smo imeli pač push s strani uprave, pol smo imeli te steering committinge, a ne, pa zakaj nekaj gre, pa zakaj nekaj ne gre. Okej, v redu je, saj je poskus na neki način, a ne, organiziranega projektnega dela. Sem danes v podjetjih, a ne,
S takim načinom dela mislim, da ne dosežeš tega, kar si rekla, ne, kar je cilj, to povezovalnost, sodelovalnost silusov, hitrejše odločanje, ne. Vsi smo tudi polni teh besed, dajmo sploščiti organizacijo. Redko katera velika organizacija to uspe narediti, ker je zelo težko. Ampak tam, kjer pa to uspeš narediti, pa vidiš, kakšne v bistvu res highway speede dosežeš v smislu sprejemanja odločitev, v smislu opolnomočenja ekip, v smislu tega, da se stvari premaknejo. Tako da jaz poskušam to živeti, no, da se z agilnostjo, z agilnimi ekipami, povezovanjem na odspodi, se pravi operativi, hkrati pa opozarjanjem na to, da nekdo ne razmišlja 360-stopinjsko, recimo tudi na vrhnjem menedžmentu, poskušamo udejanjati to miselnost, a ne, kako pomembna je ta sodelovalnost. Ker če ne bomo mi sodelovali, a ne, potem jaz ne vem, kako bomo naredili nekaj, kar bo lahko primerno tudi za našega kupca in kako lahko pol pričakujemo, da bo kupec imel neko dobro mnenje o nas in to je samo eno od naših zunanjih stakeholderjev, a ne. Tukaj si moramo res verjetno nastaviti tisto ogledalo. enako velja za zaposlene, če Tudi. nimajo zgleda na vrhu, potem težko pričakujemo, da bojo oni živeli to, česar drugje ne vidijo. No, primer povem, recimo tudi pri agilnih metodah dela, ne, ti vedno dopuščajo te operativne ekipe, da si ti lahko kot sponzor nečesa ali pa samo kot zunanji opazovalec s strani vodstva vedno povabljen na določene trajbe, a ne. Ampak je do tebe, da tja prideš, da tja prideš poslušati, da tja prideš slišati, postavljati prava vprašanja. To je po eni strani potrditev tem ljudem, da je njihovo delo pomembno za podjetje, po drugi strani, a ne, je pa to tudi learning za tebe kot nekega senior direktorja, da vidiš, kaj se sploh v firmi dogaja, kje so problemi, ker velikokrat se odlepaš od te operative. In jaz se velikokrat pojavim na takih pregledih, recimo del teh naših agilnih ekip. Včasih postavljam tudi malo zoprna vprašanja, ampak pa se odpre diskusija in se ahaji zgodijo in je aha za mene in za njih in gremo dalje. In tukaj ni judgmenta, ne. To je pomembno tudi, ne, da potem se zgodi ta metoda hitrega učenja, ne. Zelo zanimivo, ko se pogovarjamo z vodji, kaj si oni najbolj želijo od svojih vodij. Veš, kaj je zelo pogost odgovor? Čas. Da si enostavno vzamemo čas zanje. Bodisi za pogovor, bodisi za mentorstvo, da poveš, pokažeš kakšno stvar, da deliš svoje znanje in tako naprej. To je res. In vedno iščemo izgovor v tem, da se nekaj ne da v tem času, ne. Samo to je stvar lastne organizacije. Jaz vedno rečem tako, bolj ko si proti vrhu piramide, več časa moraš znati nameniti svojim ljudem. Več si lider, manj si menedžer. To se je težko na začetku navaditi, ne, ker te ta operativa noter potegne in pol hitro postaneš neki mikromenedžer. Tega ljudje ne marajo, nove generacije tega sploh ne marajo, a ne. Tako da v bistvu res je, in to ni samo čas enkrat na leto na letnem razgovoru, a ne, da se razumemo pravilno. To je čas, ki je kvaliteten čas, ni nujno, da je na kosilu ob hrani in pijači, ampak da je v pisarni, v nekem varnem okolju, da je, tako kot praviš, neke vrste coaching z postavljanjem vprašanj ljudi spraviti v fazo, da začnejo razmišljati o svoji karieri drugače, a ne. Recimo, ujameš enega človeka pri tebi, ki je dosti senior, da se trenutno ukvarja preveč z operativo. Mogoče mu daš hint, ne, dajmo se pogovoriti. Ne vem, ujameš človeka, ki de facto verjame v to oddaljeno delo, v katerega jaz najbolj ne verjamem, se pravi, jaz sem še vedno človek, kjer mislim, da ta socialna interakcija mora potekati, mu daš hint, daj prosim, potegnimo ljudi notri, pogovarjamo se z njimi, daj bodi menedžer, ki je socialno inteligenten, a ne. In tako, no, v bistvu čas je pomemben faktor v tem pogledu, ampak tudi idejo moraš imeti, tudi opazovati moraš človeka, ki mu hočeš pomagati, kaj je tisto bistvo. Ker če mu kar nekaj na pavšal poveš, je tudi tisti čas, ki ga daš v ta neki feedback, giving, taking, brez veze. Ker ga ne jemlješ avtentično, ne, mislim, ne dobiš tistega nazaj, kar si pričakoval, da boš dobil, ne. No, ampak recimo čas se pojavlja tudi med motivacijskimi faktorji. Kaj te motivira? Motivira me, da si vodja vzame čas zame, na primer. Ja. Motivacija postaja
Vedno je bila motivacija zahtevna, ko smo govorili o vodenju, ampak zdi se, da v današnjem času hitrih sprememb in drvenja postaja še močnejši faktor. Kaj tebe motivira in kako ti motiviraš svoje sodelavce? Veš, to, kar mene motivira pri delu, se je skozi čas močno spreminjalo. In danes, če pogledam, je samo ena stvar, ki mene motivira, da se odločam, da sem res predana enemu delu. In to je, da se lahko poistovetim z neko vizijo, z neko misijo podjetja, da se vidim tu noter, da lahko jaz, Vanja, prispevam nekaj k temu, da danes iz točke A pridemo jutri v točko B, pojutrišnjo v točko C. To je edino, kar me motivira. Sicer sem močno notranje motivirana, pač taka sem, očitno sem se to naučila skozi življenje, skozi dejavnosti, ki sem jih upravljala, ne samo v poslu, tudi sicer. Tako da mene ni težko v bistvu imeti on board, če je tisto velika slika, neko, bom rekla, poslanstvo podjetja skladno z mojimi vrednotami. In potem jaz vedno najdem način, kako sem zraven. In po drugi strani lahko tudi zelo hitro zgubiš, če tega ni. Zdaj, kako pa jaz motiviram, pa kako jaz v bistvu skrbim za to, da je ekipa, ki z mano dela, vsaj približno motivirana, ne, je pa predvsem s transparentno komunikacijo. Naučila sem se tega, da skrivanje informacij ne pripelje nikamor, skrivanje slabih informacij še slabše. Niso posle samo lepe informacije, so tudi slabe. In zato jaz mislim, da je treba z ljudmi se usesti, povedati. To so dobre stvari, to so manj dobre stvari. Iz tega moramo zdaj pač narediti nekaj, kar bo jutri boljše, in dajmo zdaj skupaj se o tem pogovarjati. In velikokrat se želim pogovarjati z ljudmi o teh težkih stvareh, ker vsak ima neko svoje videnje tega. In tako, kot sem prej rekla, res moraš paziti, da si aktiven poslušalec, ne da si tisti, ki stalno prekinjaš in stalno v bistvu si najbolj pameten, pa to se ne da, ja, pa to smo probali, pa tako naprej. Ampak spodbujaš ljudi, da razmišljajo out of the box, da to nekako tudi pride nekje na naše agende, da si to zabeležimo in da potem nastane nek miks, kompromis vsega skupaj, kar make common sense, ne, neka pač kmečka pamet, dajmo temu reči, in je osnova potem to za naše strategije, za naše taktike, a ne. Tako nekako jaz poskušam motivirati ljudi, in poskušam, seveda bo nekdo rekel, ja, kje pa je denar, kje pa so ostali perki, ne, ki so, ja, ob pogoju, da je to ustrezno urejeno, ampak ta del ne more biti edini motivator, to je zelo kratkega daha, ne. Tako da jaz zdaj govorim o tekih na srednje dolge proge, ne, tam pa je ta del pomemben. Vzeti si čas, kot si rekla, govoriti o pravih stvareh, dati feedback. Včasih se usesti pa samo vprašati za mnenje. Kaj pa ti misliš o tem? Pa res sincerely, a ne vprašati to. Da človek misli, pa se, kaj je to? To je naredila samo zato, da ima občutek, a ne. Retorično vprašanje. Ja, ne. Ampak ne, res iskren moraš biti do ljudi. In vidim, pri starejših generacijah je to malo tako teže sprejeti, pri mlajših je pa to nek standard, a ne. Oni hočejo purpose, oni hočejo videti v bistvu, kaj je velika slika. Oni so bolj podjetni, hvala Bogu, ne. Zdaj si že prešla na mlajše generacije. Ja. Kaj se ti zdi, da prinaša za generacije? S podjetji se ogromno zdaj pogovarjamo o medgeneracijskih razlikah. Ja. Kaj prinaša za generacijo, po tvojem mnenju? Jaz izhajam zdaj iz tega, da delam tehnološko naravnanem podjetju, dajmo reči, in iz tega bom tudi mogoče zdaj potegnila neke vzporednice. Za generacijo je digital native, kar je za nekaj, kar delamo mi vsak dan, zelo dobro. Se pravi, prinesejo noter nov način razmišljanja, nov način dela, nov način organiziranja dela, na katerega ti morda, ko delaš, ne vem, 10 let na enem delovnem mestu, nisi pomislil. Govorimo o avtomatizaciji, poenostavitvah, o nečem, kar je danes kot dnevni tool lahko, ne vem, namesto 2 uri porabiš pol ure. To je recimo ta učinkovitost, digitalnost, način razmišljanja v tej smeri. Kot sem rekla, z njimi dobivamo v bistvu tiste, ki stalno sprašujejo, zakaj. Zakaj to delamo? In to je prav.
Zato, ker dejansko njih zanima purpose, neka velika slika, nek namen vsega tega početja. In v tem se morajo videti. In v bistvu, ne vem, občutek imam, da se veliko govori o tem, da so to ljudje, ki pridejo pa grejo, pa pridejo pa grejo. Ampak nimam tega, bom rekla, sama pri sebi, te prakse. Zdaj, če tem ljudem nudiš okolje, v katerem je work-life balance, well-being, pač poštiman, kjer je neka solidna plača, dobri odnosi, hkrati pa zanimivo delo in kjer lahko oni prinesejo v podjetje nekaj, kar podjetje sliši in upošteva pri svojem delu, jaz mislim, da je to tek na dolge proge. Je pa z njimi treba delati drugače. In tudi peer-to-peer je včasih kar nekaj clashov, ki jih je včasih pač treba enostavno nasloviti. Jaz pa vedno pravim tako, da ti, dajmo reči v navednicah, clashi so konstruktivne narave in moraš jih tudi tako vzeti. In bom rekla tako, da medgeneracijsko učenje je nekaj, kar mora konstantno potekati v podjetju, to pa tudi mi vodje moramo znati spodbujati. Tako da z Gen Z-jem jaz mislim, da dobivamo ene take, bom rekla, odprte, brihtne glave, ki znajo razmišljati zelo oportunistično, kaj se splača pa kaj se ne splača, kar je dobro. Sicer hočejo videti hiter uspeh, ker včasih se ne da v podjetjih, moraš imeti to vztrajnost, vzdržljivost, tako da tle jih je treba coachati, Dobivamo pa tudi ljudi, ki jim je mar za ESG teme. Mislim, iskreno jim je mar za te ESG teme, ne samo na papirju, ker ko sem začela jaz o teh temah seveda v podjetjih razmišljati, delati na ukrepih in tako, smo velikokrat veliko idej dobili, ki so ostale na papirju. Zdaj vidim jaz to motivacijo pri Gen Z-ju, kaj bomo naredili, ko delamo ESG delavnice, pridejo tam mladi in povejo take stvari, ki so abnormalno zanimive, in dejansko z njimi na tem segmentu moč računati, da bojo stvari tekle v pravo smer. Naj si bo to na vseh segmentih, na EU, na environmentu, na socialu ali pa na governmentu, čeprav bolj na prvih dveh, bi rekla. Tako da, No, ampak zdaj recimo si omenila lastnosti, značilnosti, well-being, transparentnost. To so vse take vrednote, ki so dobre tudi za starejšo generacijo. Ali pa smisel, na primer. Ko sem te vprašala, kaj tebe motivira, si rekla, da vem, zakaj. Ja. Za generacijo tudi smisel izjemno motivira. In mislim, da ni tako zelo velikih razlik, posebej, če gledamo z vidika vodenja. Katerokoli generacijo vodimo s transparentnimi informacijami, nanjo vplivamo dobro. Ali pa katerekoli generaciji damo smisel, Ja. s tem delamo dober vpliv. Tukaj se maksimalno strinjam s tabo, ampak veš, mogoče je razlika samo v tem, da smo včasih delali bolj to, Naučil si se enega dela in si bil najboljši v tistem delu in tam si postal rutiner in mislil si, da boš do konca delovne dobe to lahko najboljše delo, In je bilo vprašanje pol tistega, ki ti je šef rekel, čakaj, zdaj se boš pa ti učil, pa te je poslal na seminar, pa je bilo tisto, super, gremo na seminar, pa bomo to pa ono, potem je bilo vprašanje, kaj si od tega odnesel, Danes pa ni več tako, tudi learning je, zdaj imaš pa ti tam knjižnico. Ti imaš nalogo, ti imaš nalogo kot osebe, kot zaposlen, da se naučiš nekaj novega vsako leto, tudi to lahko zapišemo v ciljih, samo pol je do tebe, način učenja je drugačen, način pristopa do gradiv je drugačen, Tako da stvari se spreminjajo, samo v osnovi pa ostajajo enake, se strinjam s tabo. To so te ključne vrednote, medčloveške, ki smo jih mogoče na poti kdaj kaj malo pozabili, ampak zdaj spet, ob tem miksu različnih videnj in generacij prihajajo na plano in to je čisto, se res rečem včasih, to je back to basics. Zdaj si sama napeljala na moje naslednje vprašanje, ki je bilo ravno vezano na učenje. Namreč med izjemnimi motivacijskimi faktorji, predvsem mlajše generacije, se pojavlja vlaganje v razvoj. In vi ste podjetje, ki vem, da se tega zelo zaveda, med drugim ste tudi partnerji naše akademije Talent Managementa Future Leaders Academy in na tem programu tudi razvijate svoje bodoče liderje. Pa me zanima, kako ti in kako tvoje podjetje gleda na razvoj zaposlenih? Mislim, razvoj zaposlenih je ena izmed ključnih tem,
v katerih bi mogli govoriti ne samo o kadrovskih službah, a ne, pa imeti tam nek oddelek, ki se mu reče Learning and Development. Ampak je to samo enabler za liderje, za menedžerje, da imajo tam nek ustroj ljudi, znanja, toolov in da je to v bistvu, tako bom rekla, ne push, ampak pull sistem. Se pravi, jaz kot lider vem, kaj moja ekipa potrebuje, ker se z njo pogovarjam, grem do kolegice, kolega, ki sedi v HR-u in rečem, potrebujem to, mi najdeš to. Se pogovorimo, kako bi to naredili. In potem steče. In tako bom rekla, če pridejo te stvari iz potrebe, ne da pridejo na drugi strani iz neke želje, ker to vsi delajo in to zdaj delamo tudi mi, ne, je to čisto drugače. Ker pol je to nek movement, ker ljudje verjamejo v to. Plus tega, recimo momenta, ne, te redkosti posameznikom lahko omogočimo samo določenim neke, bom rekla, res top leadership programe. To je logično, tudi finančni resursi so omejeni. Pa tudi ne moramo vedeti, da imamo v podjetju samo talente. Ne? Torej, že to, ne, je neka tekma vzpostavljena potem noter podjetja. Ne? Nekdo, ki mogoče je danes povprečen, ampak ima vse material, pa da vidi, da kolega, kolegica lahko prosperirata, da jim omogočamo rast, da jim lahko narišemo karierno pot, bosta šla iz te točke povprečneža v neko točko proti talentu. Ne. Zato pravim, to je movement, ampak začeti se mora pravzaprav od spodaj, pri menedžerjih, pri tistih, ki vodimo, da razumemo ljudi, kaj potrebujejo in potem priti do HR-a, ki potem to stvar sfacilitira. Jaz na to tako gledam, zaradi tega, ker praksa mi je tako pokazala. Čim je pa to v kontrasmer, je pa neke vrste prisila in v tem delu nikoli ni toliko, bom rekla, empatičnosti do teh tem, ni toliko enega zanimanja, ni toliko enih pogovorov o tem. Več je tudi kritiziranja, kako se je to izvedlo in tako naprej, ne? Ker nikoli nisi perfekt, ne? Ampak ne, pa imaš pa različne stvari, ne? Seveda je verjetno lažje se učiti o nekih tehnikah, prodaje, dajmo reči, tako naprej, tehnikah vodenja, kot pa o nekih vrednotnih sistemih. Kako neko vrednotnost, se pravi, strukturo vrednot prenesti v vsakdanje življenje. Marsikater vodja se s tem ne more poistovetiti, kaj šele zaposlen. To je najtežji del, ne. Temu rečemo behavior, vedenje. Exactly. To je tisto, kar pač ti lahko zelo enostavno napišeš na papir in rečeš, to so vrednote, to so naši načini vodenja, naši načini življenja, naši behaviori, ampak to je na papirju. Kako zdaj to v bistvu živeti? Tudi kompetence vodenja so na papirju enostavnejše kot v realnem življenju. Zdaj sva že omenili Future Leaders Academy. Kaj se ti zdi, da bo mogel vodja prihodnosti imeti? Pa to že govoriva o 5 letih. Tako, jaz mislim, da skozi bolj bo potrebno pri vodjih razumeti, da je treba voditi diverse time. Pustimo zdaj stati te ženske, moške situacije. Tle govorimo o diverse timih in general, kot sem že prej rekla. Zakaj? Zato, ker mi imamo demografijo dosti neugodno v Sloveniji, a ne. In zelo malo podjetij je, ki imajo v svojih sistemih tudi tujce, dobro integrirane, ki jih znajo izkoristiti, a ne, in privlačijo v bistvu z nekimi poklici tudi, a ne, potem zunanje, torej zelo pomembne talente. To bomo mogli znati vodje delati v prihodnosti. Danes hantamo in fišamo pač talente v tem slovenskem ribniku. Žal mi je, ampak premalo je teh rib, res, ki so sposobne razmišljati o nekih novih tehnoloških naprednih stvareh. Zakaj tako ne bi zdaj pač razglabljali, to vi veste, ker ste v fakultetnem okolju, veste več, kako so zadeve zahtevne, manj zahtevne, kakorkoli, ampak z vidika biznisa, ne, jaz vidim, da bomo morali razumeti, da se bo slovenska ekonomija morala specializirati na določenih branžah. In za te branže bomo morali poskrbeti po celi oskrbovalni verigi, da bomo imeli ustrezne lastne talente razvite in znanja tudi ustrezna na voljo. Na drugi strani bomo pa mogli odpreti
v bistvu naša vrata na veliko tujcem. In to ne samo za tiste najbolj operativne poklice, kar se danes dogaja, a ne, ker danes gledamo, kako se pravzaprav s temi, ne vem, uvoženo delovno silo dela, ne, na žalost, ampak predvsem za te visoko dodano vrednost poklicev. Žal mi je, ampak ne bomo mogli gledati samo lokalno več. Če bomo hoteli biti res konkurenčno gospodarstvo. In to je tudi ena lastnost, ki jo bo moral dober lider imeti, da bo znal to povezovati. Prvič najti prave time, potem pa te time dobro voditi, ne. A ne? Pa empati, recimo, se omenja World Economic Forum, kompetence liderja prihodnosti, se zelo poudarja empatijo. Ja, to pa zato, ker je v bistvu na drugi strani toliko ena velika grozeča nevarnost v tem buzzwordu umetne inteligence. A ne, mi tako, če malo pobliže pogledamo, a ne, kako danes uporabljamo umetno inteligenco v podjetjih, could be better, ne, already now. Ampak, ne, seveda, potem smo pa strah vzbujajoči, zaradi tega, ker se nekaj piše o tem in onem in tretjem, ne. Pol greš malo potovat, pa greš v Azijo, pa na Kitajsko, pa vidiš, kaj tam vse to lahko naredi, ne. Pa začneš razmišljati, a ne, kje pa je pol sploh moja dodana vrednost. In dejansko ta socialna komponenta, emotivna komponenta, empatičnost, ko si rekla, to je nekaj, kar bo absolutno nujno in must be, kar bo moral sodobni lider imeti. In to je že malo v intersectionu s psihologom, ne. Zdaj sva že prišli na svet tehnologije, omenila si umetno inteligenco. Kaj po tvojem mnenju prinaša umetna inteligenca v okolje? Veliko dobrega, pa lahko tudi veliko nevarnosti. Dobro predvsem v smeri tega, da nam določene procese, določene, bom rekla, aktivnosti, ki jih danes res ne delamo, tako bom rekla, dosti učinkovito, naredimo dosti boljše. Primer, ne vem, mi smo eno od podjetij, ki upravlja z veliko podatki, ne. Seveda se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov in vsega tega in teh omejitev, v povezavi tudi z umetno inteligenco. Ampak te podatke bo treba na pravi način začeti uporabljati, zato da bojo ponudbe, nagovori potrošnikov res personalizirani, da bojo imeli neko vrednost. Danes, če pogledamo in odpremo svoj privaten mail, ne vem, dobimo toliko in toliko neke, rekla, junk pošte, ki sploh nima veze s tem, kaj ti potrebuješ v življenju. Tako da jaz si tudi kot potrošnica želim, da z umetno inteligenco dobim nekaj bolj inteligentnega, tako na ravni, bom rekla, delovnega okolja, kot tudi mojega privatnega življenja. Tako da v resnici se jaz umetne inteligence ne bojim, če bo seveda ustrezno, etično, moralno vprašanje rešeno tudi vzporedno, a ne, do česa se pa umetna inteligenca ne sme, česa se ne sme dotikati. Je pa veliko strahu v podjetjih do teh vprašanj, in veliko je vprašanj, kaj je prej. Kdo mora prej začeti, ne, in velikokrat se pogovarjamo, dajmo narediti seminar o umetni inteligenci. Ja, okej, fajn. Narediš en seminar, kaj ti je, ne, ampak dnevno, majhno uporabljanje teh umetno-inteligenčnih orodij, to te seznanja z novimi tehnologijami in to te potem opolnomoča, da ti razumeš, kaj pravzaprav umetna inteligenca prinaša. Ker niso samo minusi, so tudi plusi. A ne, danes pišeš tekste lahko zelo enostavno z uporabo umetno-inteligenčnih orodij, prezentacije, če hočeš. Danes snemaš lahko zelo hitro tudi videospote na to temo. A ne, to, če gledamo samo skozi... Privarčuješ lahko kar precej časa. Ja, Če ne. potem znaš ta čas pravilno uporabiti, pa je to res lahko zelo učinkovito. Ja, veliko se, recimo tudi na vodstvenih pozicijah imaš ogromno materialov za prebrati, a ne. In z umetno inteligenčnimi orodji ti lahko dobiš povzetek teh. Hitro branje. Hitro branje, a ne. Tako da veliko stvari je takih hands-on dnevnih in po mojem je treba tu začeti. Čeprav, ko opazujem, ko delamo s podjetji, vidimo, da znanje res pripomore, če opolnomočimo ljudi, tudi znani na področju uporabe umetne inteligence, se manj bojijo. Znanje je največje orožje proti strahu. To drži, ampak jaz sem bila kar nekajkrat na kakšnih predavanjih o umetni inteligenci, pa moram priznati, da samo to ni dovolj. Torej, ja, da dobiš neko 360-stopinjsko sliko, kaj pravzaprav to je in kje pač so možna polja uporabe le-tega, pol pa mora biti tudi to vkomponirano v
poslovno strategijo podjetja na Absolutno. pravi način. In ti moraš imeti enega ambasadorja v upravi za to področje, ker sicer se stvari ne spremenijo. Jaz sem poslušala zadnjič enega menedžerja, ki je govoril, sicer je v mednarodni finančni instituciji, in je govoril o tem, kako kompleksno je postalo njihovo delo in njihova storitev in da v bistvu niso bili sposobni več deliverati nekih, rekla, poročil, ki so jih zahtevale stranke od njih v normalnem času. In zato se v enem trenutku odločil, da umetno inteligenco začne uporabljati sebi v prid. In ko je nekje v letu in pol spravil 80% organizacije v ta mod razmišljanja o umetni inteligenci kot rešitvi, je prišlo do tega preboja, da so začeli pač oni kot neki, bom rekla, tradicionalisti, pretekli, pa tudi v tradicionalistični industriji, finančni, postajati gazele. In res so, to je zdaj, če ti rečeš, da rabi eno podjetje preboj, je umetna inteligenca lahko odgovor na to. Samo tako, moraš narediti pipeline, kaj je za tvoje podjetje lahko ustrezno. Ni vse za vsako podjetje, ustrezno. Ko sva se prej srečali, sem prvo stvar rekla, Ekonomska fakulteta je skupaj s Simobilom pred skoraj 15 leti izvedla izjemno takrat futuristično akcijo Remisli, s katero smo študente ozaveščali o ESG-ju. To je bila takrat inovacija, novost in sem rekla, Dejan Turk je videl zelo naprej. Če te vprašam tebe, kako vidiš svet čez 10 let? Svet ali Slovenijo? Lahko tudi Slovenijo. To pomeni 2035. Tako je, jaz sem optimist po naravi. To pomeni, da Slovenijo vidim tako povezano, integrirano v Evropo. V tej Evropi mora zavzeti Slovenija, kot sem že prej rekla, neko svojo vlogo. Torej, rabimo neko specializacijo. Želela bi si, ker tudi danes temelji večino našega BDP-ja na small, medium size enterprises, da postanemo nek hub za startupe, za nove ideje, za nove industrije, ki nastajajo. Zdaj primer je recimo biotehnološka podjetja, in ves ta hype, ki nastaja okrog tega. Obstajajo pa seveda tudi druge branše, ki bi lahko pomenile, da smo mi lahko tu za svojo specializacijo dobri. Ne samo za Slovenijo pa tisto našo regijo bivše Jugoslavije, ampak jaz bolj gledam proti vzhodu, severovzhodu in proti severozahodu, ker moramo znati v bistvu postati bolj samozavestni. Vidim nas tudi kot državo, ki bo zelo močno v ospredje postavila ESG, predvsem ta environmental del. Skozi turizem, skozi politike v podjetjih, in to se mi zdi lepo, ker mi moramo ta naš zeleni biser ohraniti, takšen, kakršen je, tudi zanamcem. Vidim Slovenijo boljšo tudi v tem, da bomo bolj birokratski v vseh pogledih, da bomo imeli nek skupni družbeni konsenz, če hočemo doseči preboj kot država, da bomo lahko našli boljše rešitve med gospodarstvom, med politiko, med stroko, med univerzami. In sodelovanje, točno to sem zdaj želela reči. Sodelovanje je nekaj, kar je pač beseda prihodnosti za mene. Ne izključevanje, ne revanšizem, to nič več ne velja. Sodelovanje in fokus, specializacija. Ne moramo biti dobri na vsem, lahko smo pa dobri na določenih stvareh. In tu privabljamo talente iz tujine. Danes ves čas govorimo, pa jih ne dobimo, pa imamo to in ta in drugačen problem. Ko se bomo v enem trenutku odločili, kaj želimo v Sloveniji, potem bomo tudi te talente lahko pridobivali, te talente gradili v Sloveniji. Ne smemo pozabiti na to, da bo treba upskillati obstoječe zaposlene zaradi vseh teh tehnoloških sprememb, ki se dogajajo, ker jih ne smemo puščati od zadaj, in jih dajati na trg dela, ampak enostavno ohranjati v podjetju in jih v bistvu opolnomočiti z novimi znanji. Tako da ja, zelo enostavno si jaz to predstavljam. Samo to pomeni res eno sodelovanje, iskreno sodelovanje, pravzaprav na vseh nivojih.
Da bi to le slišalo čim več, ne samo naših diplomantov, naših študentov in udeležencev Future Leaders Academy, ampak tudi širša javnost. In da bi se te tvoje besede le uresničile. Ne samo v tem zaključnem delu, ko govoriš o sodelovanju, ampak v mojih očeh si od tega pogovora naprej tudi ambasadorka sodobnega vodenja, ki si ga mi tako zelo želimo prenesti v vsa podjetja. Vanja, najlepša hvala za ta pogovor. Želim ti uspešno prihodnost. Hvala lepa.